da bo to pravzaprav en pomemben premik v smeri zavesti, samozavesti parlamenta, ki bo pravzaprav se začel zavedati, da je on sedes potestatis, da je on center moči in ne pa CK. No, pri tem pač nismo uspeli. Nismo uspeli tudi zato, ker je bil to en del celotnega kompleksa takrat. Veliko škodo je naredil vsem tem liberalnim prizadevanjem Maspok. Ta, bi rekel, ekstremni nacionalizem, po katerega je zajadrala Hrvaška in je bilo potem to izrabljeno za to, da se je s temi liberalnimi tendencami obračunalo tudi v Beogradu in v Sloveniji. In potem 72. leta spomladi se jaz umaknem iz politike, popolnoma, sem tako rekoč izbrisan. Izbrisan tudi fizično iz vseh TV posnetkov, na katerih sem bil. In par mesecev zatem pade tudi Stane Kavčič in Kavčičeva vlada in nastopi pač novo obdobje v slovenski, recimo, politični zgodovini. Torej, po tem škandalu v tistem času ste se umaknili, no to pa vas najdemo že v diplomaciji. Delali ste v Kolumbiji kot svetovalec kolumbijske vlade na integraciji indijanskih plemen v nacionalno družbo. Prav tako pa ste delali tudi v Iraku kot svetovalec na Ministrstvu za plan za vprašanje razvoja znanosti. Kako je bilo takrat živeti v Iraku? Kakšen je bil režim? Glede na današnje razmere vas lahko vprašam, če ste se mogoče bali tamkajšnje družbe. Zato, kako mi je znano, je bil to namreč ravno čas, ko je na oblast prihajal Sadam Husein. Res je. Glejte, po tistem debaklu 72. leta, meni so bila vsa pota doma zaprta. Res je, da me niso vrgli službe. To malce tudi zato, ker sem bil mlad, pa zato, ker sem bil po osebni naravi tak. Slovenija je majhna in je cela vrsta ljudi rekla, pa dobro, Ernest je zavozil, ampak vse face fant. Tako nekako je bila reakcija. Tako da me niso vrgli službe. Imeli smo pa težave vsi, in vsa pota so bila zaprta. In jaz sem takrat potem tiste stike, ki sem jih imel iz časa dela, kot minister za znanost in tehnologijo, veliko sem hodil po svetu, in kot profesor in tako naprej, na nek način valoriziral. In sem res dobil celo vrsto teh mednarodnih misij, da sem bil čim manj doma. Tako sem delal daljši čas v Kolumbiji, na problemu integracije indijanskih plemen, manjšine, pri kolumbijski vladi. Kako je to bilo, zakaj in tako naprej, te detajli so mogoče zanimivi, ampak nimava časa za to. Zelo zanimivo je bilo, prepotoval sem to deželo, bil pri celi vrsti zanimivih plemen, se spoznal tudi z njihovo kulturo, kar mi je potem, ne boste verjeli, koristilo, ko sem bil vodja sestanka v času našega predsedovanja na Dunaju, predsedovanja EU, med EU in Latinsko Ameriko o vprašanju drog. In sem šokiral evropske predstavnike, ko sem rekel, da pravzaprav droge moramo razumeti, da so v delu latinsko-ameriškega življenja del njihove kulture. To sem takrat tam spoznal, ko sem med temi plemeni živel. Latinoameričani so pa rekli, končno eden, ki nas razume. Ampak potem sem šel v Irak, nazadnje sem šel za 3 leta na univerzo v Etiopijo. Ampak, če ste me vprašali o Iraku, to je bil res ta čas, Sadam Husein je prihajal. Formalno je bil predsednik še Al-Bakr. Jaz sem bil tam na misiji v njihovem ministrstvu za plan in sicer smo bili 3 tuji eksperti, en Čeh, en Nemc in jaz, da jim pomagamo razviti njihovo znanstveno politiko in začrtati razvoj njihove znanstvene infrastrukture. Pazite, ker sem bil minister za znanost 5 let v Sloveniji. Izredno dobro plačano je bilo in še danes večino tistega premoženja, ker ga imam, sem v tistih časih zaslužil. To so zelo dobro plačane misije. Si predstavljate v Iraku za tisti čas 74-75, plačano hrano in stanovanje z nekimi majhnimi dnevnicami v njihovih dinarjih, oni imajo tudi dinarje, ampak potem pa še honorar $3600
neto na mesec, ne, za tiste čase, ko so bile tle plače, recimo, $150, ne. Ampak dobro, življenje, nekaj je imel tisti režim takrat. Ena od značilnosti je bil sekularizem. Vse ženske v službi v ministrstvu so morale biti moderno, zahodno oblečene. In so imele krila in bluze določene barve, odvisno od ministrstva. Ampak morale so imeti bluze s kratkimi rokavi, krila do pod koleni, tako nobenih lukt. Veliko denarja se je vlagalo v znanost, izobraževanje. Na drugi strani izvajal se je genocid nad Kurdi. Ne še z uporabo vojnega plina, kot kasneje, ampak selili so jih iz teh gorskih območij, kjer oni živijo, Kurdistan, dole v porečje Šat el Arab, kjer so umirali od malarije, od raznih bolezni, ki so v tem počvirnem območju Iraka. To so mi pravili prijatelji takrat tam, ki so delali za Svetovno zdravstveno organizacijo. Kaj se tam dogaja? Živeli smo Evropejci kot večinoma v takih krajih, ne, v klubu. Ko sem nehal delati, ob 2-3 popoldan, sem šel direktno v klub. Tam smo igrali tenis, zvečer gledali filme, potem me šofer peljal domov. Tako da kakšnega strahu pred čem, nobenega razloga za to, da bi ga imel. Seveda, delo samo je bilo pa zelo zanimivo zaradi enega razloga. Mi smo jih hoteli res pomagati v svojih močeh. Tam je bila ena skupina ljudi v ministrstvu, znanost je sodila pod ministrstvo za plan, ki so bili tu v tujini izobraženi, odlično izobraženi ljudje, sjajni ljudje, ampak v tem novem režimu Baath stranke so bili že suspektni. Niso uživali pravega zaupanja. Tako da so se v vseh teh ministrstvih pa pojavljali ljudje, ki so prišli recimo z terena, strankarski ljudje, ki v zadevah pojma niso imeli, bili so polni nezaupanja, mislili so, da mi tujci, da smo sami špioni in tisti, ki so z nami sodelovali kreativno, resno, da so pa tako rekoč izdajalci. In je bilo zato zelo težko med temi ljudmi, s temi ljudmi tam delati. Veliko nezaupanja in še nekaj sem spoznal takrat. Takrat sem se prvič resno srečal z islamom. Ugotovil sem, da za bolj radikalno razmišljajoče muslimane mi nismo bili drugoverci. Nekdo, ki je druge vere, ima svojega Boga, ki ni isti kot moj, ampak prav. Mi smo bili za njih brezverci, džaurji. Ljudi, ki nimajo Boga, ker Bog je samo en. In zato so tudi moralno oporečni, zato so nekaj nižjega in tako naprej. To je bila neka nota, ki sem jo takrat spoznal in ki jo mnogi pri nas kasneje niso razumevali, ker ko se soočamo z radikalnim islamom, ne gre samo za to, da dve različne vere, različni svetovni nazori, ampak je še vedno prisotna tudi ta komponenta. Nekaj, kar je mogoče bilo v krščanstvu pred 300-400 leti. Edina vera, brez vsake tolerance. Edina. In za to vero, za edinega pravega Boga, je tako rekoč dovoljeno vse. To sem takrat tam imel priliko videti, tudi v odnosu, kajti ti ljudje, ki so prišli z terena, čeprav so bili stranka Baath, čeprav je bila uradna ideologija sekularizem, so bili vendarle radikalno, mnogi, ne vsi, mnogi radikalno islamsko usmerjeni. Omenili ste tudi, da ste bili 3 leta profesor mednarodnega prava v Etiopiji, v Addis Abebi. Kako je bilo, ko ste prišli tja? V vaši knjigi sem prebrala, da je tudi nekaj vaših študentov izginilo. Te čase verjetno niso bili ravno najbolj rožnati. Predvsem zato, ker v svoji knjigi pišete tudi o tem, da je leta 1974 udarila velika lakota. Nam lahko poveste mogoče kaj več o tem? Ta Etiopija je bila v vrsti pogledov zelo zanimiva izkušnja. Etiopija je zelo lepa dežela, ljudje so zelo prijazni, tudi lepi.
vljudni, radi imajo tujce. Ampak režim takrat, menegistov režim je bil grozovit režim. Ja, tudi nekaj mojih študentov je izginilo, končali so v zaporih. Ko sem prišel prvič, po prvih počitnicah, 3 leta sem bil tam nazaj, sem prinesel za enega, ki je hotel, iz Eritreje je bil, takrat je bila Eritreja še del Etiopije in vojne je bila v Eritreji, ne. Sem prinesel neke materijale o avtonomiji in jugoslovanskem federalizmu, ker je hotel iz tega pisati diplomsko nalogo. On se ni več pojavil, nikoli ni prišel. Pa sem študente vprašal, kje je študentke, noben ni hotel nič povedati. Potem sem šel v dekanu, ki je pa simpatičen človek, pa prijatelj. In mi je rekel, profesor, lepo vas prosim, to ne sprašujte. In jaz sem seveda rekel, čakajte, ne, dekan, on je moj študent, jaz sem dan ga tudi dogovoren, hočem vedeti, kje je, naprej. Rekel, profesor, a hoče narediti škodo sebi, nam na fakulteti, a hoče, da bo zelo še večje, kot že tako je. Ko gledal, pa sem rekel, je izginil. Je rekel, ni ga več. Skratka, to je bil čas, ko sem imel priliko videti, kako en tak diktatorski režim deluje v praksi. Potem je udarila leta 1984 ta tako imenovana velika lakota, ki je pobrala dober milijon ljudi, ki je bila karakteristična, o tem bi zelo veliko lahko govoril, o tem sem tudi v tisti knjigi precej napisal, ker sem se srečal z dramatičnimi situacijami, ki jih nikoli pozabil ne bom. Dve, tri stvari mogoče povem, tako kot zanimivost. Imel sem pa dobre prijatelje od UNICEF-a, strokovnjake za vodo, ker velik vzrok za to lakoto je bila suša. In zato je bilo najti vodo in zagotoviti vodo eden od ključnih problemov. Gremo na teren, grem z njimi na teren. Ta dekan je bil strašno fajn človek, ker je rekel, kadarkoli sem rekel, da bom šel za par dni, je rekel, profesor, mi smo ponosni, da želite spoznati našo deželo. Sem rekel, hvala dekan. Rekel, samo notmo te pa nesli. Bolnica na terenu, vode ni 5 kilometrov daleč, jo nosijo ženske v vrčih. Tam sta bila dva mlada zdravnika od Medicine Sans Frontier, zdravniki brez meja, pa dve sestri. Nabita množica v nekakšni improvizirani ambulanti, barakah, ni elektrike, ni ničesa, tisti bolniki ležijo tam po tleh, stokajo, vzdihujejo. Mi pridemo tja, jaz sem bil sam, dva bela so bila, pa sem jaz to, ne. Takoj so te ljudje mislili, da sem zdravnik, so mi začeli tam kazati svoje rane, potekle ude, infekcije, nekako niso razumeli, da nisem zdravnik, ne. Inferno, Dantejev peku. Taborišče, kjer so bili te begunci pred lakoto, dolge vrste ljudi v plastičnih vrečah, mrličev. Tista množica sestradanih otrok, mi smo imeli nekaj hrane s sabo, ampak strogo prepovedano in tudi sami smo razumeli, da kakor hitro bi to pokazali, tvegamo, da bo vse skupaj raztrgano in še mi zraven in tako naprej. Mama, to mi je zelo ostalo v spominu, čist prazna vas, vsi so odšli, tam smo pa dali hrano tej ženski. Pa ena majhna punčka, eno 8 let, in tak je prevajal, sem rekel, vprašal, zakaj je tle ostala. Rekel, ostala sem tukaj, jaz sem že stara, kaj bom? Kaj pa punčka? Nikogar nima. Pa bosta tukaj, bova tukaj. Pa sej, kako bo, kar bo Bog hotel, če bova preživeli, bova ostali, če nas bo pa Bog poklical, nas bo pa poklical. Naslednja vas, matere, ena na vsak način je hotela dati svojega dojenčka, da bo vsaj ta preživel. In tako naprej. Na drugi strani pa v glavnem mestu zanikanje, da lakota sploh obstoja.
ker v socializmu lakote ni. Ko so potem se začeli okoli cerkva zbirati te, tako rekoč, kompletno, bi rekel, izsušeni ljudje, ob cerkvah in se to ni dalo več preprečiti, so potem rekli, ja, ampak to bomo mi z lastnimi silami in s pomočjo socialističnih dežel rešili. Pomoči iz socialističnih dežel ni bilo, od zahodnih, zlasti od Amerike, pa niso hoteli sprejeti. Ker to so pa kapitalisti, ki bodo to uporabili za vmešavanje v notranje zadeve in intervencijo. In pazite, zdaj, ko sem član International Law Commission, sem lansiral eno temo, ki že poteka. Vodijo moj prijatelj kot poročevalc Valencija Ospina iz Kolumbije. Dolga leta je bil generalni tajnik ICJ-a, mednarodnega sodišča v Hagu, odličen mednarodni pravnik, Valencija Ospina. Tema je, in upam, da bomo izdelali osnutek mednarodne konvencije, in upam, da bomo mogoče države nekoč celo podpisali in ratificirale, Rights of people in case of natural disasters. Ne, protection of people in case of natural disasters. Zaščita ljudi v primeru naravnih katastrof. Se spominjate, par let nazaj poplave v Burmi, Mjanmar, takratni polkovniški režim reče, ne, noben ne bo nudil pomoč, milijoni pa umirajo. To se je takrat dogajalo v Etiopiji in to sem gledal na lastne oči. Zato sem tudi bil pravzaprav iniciator te teme in ta tema še vedno teče in sem zelo vesel in zadovoljen, da sem bil ponovno izvoljen v International Law Commission, da bom pri delu na tej temi lahko še naprej sodeloval. Ker to je posledica tistega mojega srečanja s to naravno katastrofo takrat. Na trgu v Adis Abebi si takrat lahko kupil vse. Bolgarski, pa holandski sir, pa marmelado, ne vem kakšno, pa karkoli si hotel. Vse nakradeno iz pomoči, ki je prihajala zato, da bi prišla do teh ljudi. Po drugi strani etiopska vlada je sistematično preprečevala, da bi pomoč prišla na tista območja, kjer so bili gverilci. Eritrejska osvobodilna fronta, pa Tigrejska osvobodilna fronta, ki je danes pravzaprav na oblasti v Etiopiji. In ko je bila lakota na nek način premagana, v 2 letih, kar je pomrlo, kakšen milijon pa pol morda, in se je pač dež prišel in tako naprej, so pa rekli, zdaj pa, da lakote več ne bo, bomo pa te ljudi preselili. In so začeli preseljevanja, in to na 2 nivojih. Iz tistih območij, kjer so imeli gverilci protivladni velik vpliv in moč, so ljudi začeli seliti, podobno kot desetletje prej v Iraku, iz območja visoke gorske planote etiopske, na območje tam ob Nilu, Gambela se to območje imenuje, v razna taborišča, kjer so te umirali kot muhe. Obiskal sem tudi ta taborišča in sem tudi to videl. In na drugi strani so začeli ustvarjati tako imenovana naselja. V Etiopiji nekaj podobnega kot v nekaterih delih Slovenije na Gorenjskem, celo par prijateljev sem imel, kmet na svojem gruntu in tam je on gospodar. Seveda to je zelo težko kontrolirati. Zato so začeli uveljavljati združena naselja. Kmetje ne bodo več živeli na svojih gruntih, ampak v neki organizirani vasi, kjer bodo seveda tudi točno pod kontrolo, koliko pridelajo, koliko ne prodelajo, kaj jejo, kaj pijejo, kaj govorijo in tako naprej. Nova, dodatna katastrofa. Skratka, na eni strani je bila ta Etiopija čudovito srečanje, še to bom povedal, z mladimi, krasnimi študenti, tudi tam so imeli kampus, smo tam živeli. Jaz sem sicer strmal v Izbon, ampak sem cele dneve preživel tam. Pravna fakulteta je bila v bivši cesarjevi palači, ki je cesar dal študentom enkrat, potem ko so oni tam v 60-ih letih, Haile Selassie, izvedli en upor in potem, da jih pomiri, med drugim jim dal eno svojih palač. S krasnim vrtom, cvetjem, klima je sjajna v Etiopiji. Moj kabinet delovni je bil predelana bivša cesarjeva kopalnica. In
krasni mladi ljudje, željni znanja, garači, pridni. Edini problem, ki so ga imeli, tako pedagoško rečeno, težko so razmišljali o abstraktnih temah. Oni so bolj, bi rekel, bili nagnjeni, bolj sposobni za praktična razmišljanja. On bi znal motor popraviti, ampak princip, kako motor deluje, to pa nekako malo proč, ne. On bi znal, on bi bil uprav, bi se vse naučil, garali, delali, bistri, pametni, logično razmišljali, ampak koncepti, kot so suverenost, pravičnost, ravnotežje in tako naprej, sorazmernost, to jim je šlo pa teže v glavo. Na eni strani torej ta in tudi krasno življenje, saj smo bili solidno plačani, moram reči, ne. Ne tako dobro kot v Iraku, pa še zmeraj dobro. Ampak na drugi strani pa to, kar se je tam dogajalo, ta farsa, bi rekel, nekega afriškega socializma, vse skupaj to mi dalo eno veliko življenjsko izkušnjo. Razmišljam letos, da bi mogoče šel enkrat spet po tolikom času v Etiopijo pogledati. Oni so imeli željo, da bi jaz ostal tam profesor še naprej po 3 letih in bi bili pripravljeni, da bi jaz pol leta predaval pri njih, pol leta bi pa predaval tle doma, na FDV sedanje, takrat se imenova še FSP. Ampak Slovenci ne bi bili Slovenci, vse pedagoške obveznosti bi upravil ravno tako, samo v enem semestru namesto 2, ne, to se pa ne da. In se pač ni dalo. Drugače bi verjetno še kasneje tam. Ampak na Slovenskem, če se da težave narediti, ugotoviti, takoj, če je treba vložiti kakšen napor, da bi se kaj premostilo in komu vlajšalo, to se pa ne da. Na to vas najdemo kot jugoslovanskega ambasadorja, predsedujočega gibanja neuvrščenih v Indiji. Zdaj, v tistem času je Jugoslavija tudi razpadla, kasneje ste šli pa v Združene države Amerike, kjer bi na začetku samo omenila, da na začetku, ko ste sploh prišli v Washington, niste imeli diplomatskega statusa, kljub temu, da ste stanovali v sami ambasadi. Zdaj, mogoče čisto na kratko, glede na to, da tu časa zmanjkuje, o delu v Indiji in pa v Združenih državah Amerike. Mogoče kakšno primerjavo, kaj vam je bilo bolj všeč oziroma kje? Ste profesionalno, torej, 2 stavka. V diplomacijo sem zašel zelo slučajno. Prišel sem nazaj, v Jugoslaviji so se stvari spremenile, ko sem prišel iz Etiopije, so mi kolegi na FDV rekli enega lepega dne, poslušaj, za dekana bi te hoteli. Sem rekel, v redu, 2 dni zatem pride tajnica fakultete, reče, program bo treba napisati, ker smo bila 2 kandidata. Jaz sem rekel, kakšen program? Takrat je bilo moderno pisati programe, zdaj še zmeraj tako. Vsi ministri napišejo neke programe, pa stranke, pa vsi programe. Sem rekel, jaz ne bom nobenega programa pisati. Potem je seja tistega pedagoško-znanstvenega sveta, fakultete, ki voli, dekana, 2 kandidata sva. Moj cenjeni kolega, tudi že pokojen, bere tam tisti svoj program, kaj vse bo naredil, pa dol. Jaz sem bil pa malo, če sem tako reči, frajer. Pa sem rekel, kolegice in kolegi, pogledajte, 20 let me poznate. Veste, kdo sem, kakšen sem in kaj zmorem. Jaz sem lahko napišem 5 programov, ali pa 3. Enega radikalnega, ker vam vse obljubim. Drugega, ker vam nič ne obljubim. Pa še celo vrsto programov vmes. Ampak ne gre za to, kakšen program jaz napišem. Gre za to, ali vi mislite, da sem jaz sposoben voditi fakulteto, program bomo pa napisali skupaj. Če mi boste izmenili. Vse glasove so dolgo razen 2. No, da pa sem postal dekan. In potem sem spet šel tam, sem pa tja, pa univerza, enega lepega dne me pokliče takratni predsednik izvršnega sveta, Dušan Šinigoj, v pisarno, zvečer sem delal tam na fakulteti. Živijo, ja, dali smo te na eno listo, pa se smehlani. Jaz sem rekel, veš kaj, še kadarkoli ste me, Dušan, dali na kakšno listo, ste me
pa ena grda beseda. Pa si začel smejati in rekel, ne, dali smo te na listo ambasadorja, daj malo razmisliti. No. In potem sem si pa rekel, sem malo razmišljal, na vse zadnje, če sem že profesor mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, zakaj pa ne bi videl enkrat, kako to izgleda v praksi. In sem to sprejel. In potem peripetije simo tamo, zelo zanimive, na zadnje sem končal v Indiji. To je bila velika ambasada. Ena najpomembnejših jugoslovanskih ambasad. In Jugoslavija je bila pomemben mednarodni igralec. In tisti čas smo bili mi predsedujoči gibanja neuvrščenih. In tisti čas je bila tudi prva zalivska vojna. Ko je bilo gibanje nekako malo razdvojeno, ali podpreti intervencijo zoper Saddam Husseina takrat prva ali ne, Indija je bila tudi razdvojena iz vrste razlogov, kar zdaj tle nimamo časa vse jedne. Ampak tam sem bil ambasador enako, če ne bolj pomemben, kot ameriški ambasador. Bom to povedal z eno ilustracijo. V tistem času je bil iz zapora spuščen Nelson Mandela iz tistega Robben Island. In prva pot, ki jo je naredil v tujino, je bila v Indijo. Vse veste, Gandhi, Indija, te relacije, ne? In edini veleposlanik je bil na svečani večerji z Nelson Mandelo, ki je dal indijski predsednik, ni bil doajen din diplomatskega zbora. Samo eden je bil. Predsedujoči neuvrščenega. In me ta večer ostal v spominu, ker sem strašno nestrpno pričakoval, kaj bo Nelson Mandela v svoji zdravici povedal. Pazite, apartheid, še vedno, ampak že razpada. Ali bo prišlo do krvoprelitja, do poboja, vojne v Južni Afriki. Zanimalo je, kaj bo on govoril, potem, ko je bil, ne vem, 27 let zaprt na tistem Robben Islandu. In tisti govor njegov, še danes je to izjemno velika politična, kako bi rekel, velikan Nelson Mandela. Po tistem govoru sem razumel, da bo verjetno Južna Afrika šla v demokracijo, če hočete, v odpravo apartheida, brez krvoprelitja. Njegov govor je bil poln enega razumevanja, tolerance, empatije, če hočete. No, skratka, lepo je bilo v Indiji zato, ker je bila moja funkcija zelo pomembna. Še en drug detalj povedal, ki je zanimiv. Ko sem jaz prišel tja dol, je bil to december 1989. Jaz sem Radživa Gandija spoznal na 9. vrhu neuvrščenih v Beogradu, ker v tistem času sem bil na pripravah za to, da grem z ambasadorja v Indijo in sem bil dodeljen indijski delegaciji kot lezon za politično vprašanje, ne za tehniko, ne za hotel in za taksi, ampak za politično vprašanje. In sem z Gandijem in z takratnim njihovim zunanjim ministrom Narasimha Rao bil dosti skupaj. Od septembra do decembra se je zgodilo nekaj pomembnega v Indiji, Bofors škandal. Nakup enih topov švedskih Bofors, ker je bil velik sum, da je Radživ Gandhi v tem nakupu bil upleten korupcija. Nikoli ni bilo nič dokazano, ničesar. Pokazalo se je več ali manj, da je bil to konstrukt. Da je sicer korupcija bila, ampak ni šla do njega. In ko sem jaz prišel tja dol, mi smo imeli pa za kongresno stranko Jugoslavija izredno dobre stike, mi je bilo rečeno, da ko bom upravil vse uradne obiske, naj kontaktiram tudi opozicijo in tudi njega. In sem tudi njega obiskal, sva se dobro razumela, sva se zapletla v pogovor. Ampak jaz sem potem na koncu tistega pogovora, ker on se je zelo bal. Se je bal tudi atentata. Skozi imel na sebi ta protistreljni jopič, rolete so bile vse dol potegnjene, bil je v strahu. Nekaj podobnega, kot tudi, ko sem Kavčiča obiskal po njegovem padcu leta 1972. Se je tudi bal. In jaz sem nekako tako spet malo, bi rekel, na svojo voljo, sem rekel, sicer pa prime minister, čeprav ni bil več, ampak iz ludnosti rečeš prime minister, se tudi le komu rečemo predsednik, čeprav ni več predsednik, ampak je bil. Vi veste, kje je jugoslovanska ambasada.
V primeru skrajne sile za vas je vedno mesto tam. Ambasador uživa imuniteto. Me pogledal in rekel, hvala lepa. To si zapomnil. To je bil en tak detalj, ki je meni pri njem odprl vrata. In ko je on začel potem, 2 leti zatem, spet dobivati na moči. In bilo popolnoma jasno, da bo dobil volitve. Popolnoma jasno, da bo naslednji predsednik vlade. In to bi bil, če ne bi bil pobit v tistem atentatu, je bil sprejem, recimo, na obdržavnem prazniku, 15. januarja imajo oni sprejem Indijci, na vrtu predsedniške palače. Ogromen krog ljudi okoli njega, ko je on mene zagledal na 40 metrov, tisti varnostniki naredili koridor, da sem do njega. Hočem povedati. To je bila v tem oziru izredno zanimiva diplomatska funkcija. Zdaj pa Washington. V Washington sem pa prišel potem direktno od tam. Jaz sem bil v stikih z našim takratnim ministrom Ruplom, s Kučanom, tudi v času, ko smo razglasili neodvisno, sem bil v Ljubljani. Čeprav sem bil veleposlanik še vedno, jaz sem bil na ministrstvu v Ljubljani, ker sem seveda hotel videti, kako je to, ko Slovenija končno dobi svojo državo, in sem tam pisal te razne draftiral z drugimi pisma varnostnemu svetu, svetu Evrope in raznim tem inštitucijam tiste dni, ko je bila agresija na Slovenijo. Sem šel s tu. Potem je Rupel poslal nazaj dol, kot naše druge veleposlanike, v kontekstu tistega brionskega moratorija, ko je bilo rečeno za 3 mesece, bivša država funkcionira. Še ostane. In tu so se pač odločili, da je treba nekoga poslati v Washington. So potekali tu spet razne peripetije, zelo zanimive, o tem bom nekoč pisal spomine. Ampak enega lepega jutra, ob 2 ponoči, zazveni telefon. Z vso njegovo vehemenco na telefonu gospod Dimitrij Rupel, vaš profesor, moj kolega. Ernest, pakirej, takoj greš v Washington. Sem rekel, čak malo, 2 ure po noči tole pere. Ker on je takoj klical po enem sestanku Demosa, ki se je končal ob 10. zvečer, 4 ure časovne razlike, ob 2 po noči me je vrgel iz posle. Moraš še, no in potem, po tej logiki sem jaz potem Simo tamo, septembra bil že v Washingtonu. To naporno bilo. Brez diplomatskega statusa. Nič ambasada nismo imeli, ste rekli, smo ambasadi stanovali. Kakšni? Hotel smo prišli. Brez česar koli. Kreditne kartice niso veljale. Potne liste bil še jugoslovanski. Kakšen diplomatski status. Bančnega računa nismo mogli odpreti. Nobeno stvar kupiti in tako naprej. Imel sem res en kup keša. V Ameriki, če s kešom plačuješ, malo večje zneske postaneš sumljiv. Ko sem v hotelu plačal en znesek za $2000, je takoj prišla so policija me zaslišala, odkje denar pa gor pa dol, da smo nekako se z tega izmekali. Skratka, padec. Veliki diplomat tam, tule zdaj smo pa, ampak, bilo je pa nekaj drugega. Nek občutek, da delamo nekaj, kar je zgodovinsko tako pomembno. Večkrat sem rekel, kot misionarji, jaz in tistih par ljudi, ki so za mano prišli, ker najprv sem bil sam, no, še eden je zbrojen, Gregor Zore, ki je prišel z New Yorka, so bila sama. Ta občutek, da delamo nekaj za novo, neodvisno Slovenijo, nič nam ni bilo odveč. Smo sedeli v tiste prostore, smo jih pol končno najeli, pa bohištva ni bilo, pa ga kupili smo mogli. 14 dni na tleh, pa smo na tleh pisali. In tako naprej. Ma kaki šofer, ma kaki avto. In kot danes, to bom pa rekel, gledam nekatere naše silne veleposlanike, mladeniče in mladenke, in ko slišim, kaj vse zahtevajo, kaj vse se zmišljujejo, ta ne boš vsem, ne bo ke, temu je to premajhno, una rezidenca premajhna, si rečem, kako je mogoče, da je ta občutek patriotizma, ta občutek, da smo dobili svojo državo, ko končno na noben drug ne določa, kako in kaj, sami smo svoje usode gospodar. Pa gospodarimo tako, da si človek včasih reče, Bog pomagaj, kako je možno, da se je to v 20 letih zgodilo. No, tukaj sem ustavil. Imam še kaj preveč. Z vami lahko pomislila še zikr kakšne 2 urice, ampak glede na to, da nam primanjkuje časa,
bi se jaz osredotočila še na drug del in sicer na enake možnosti v diplomaciji. Mi smo predelali s študentskim svetom in pa ZELSO raziskavo, ki jo je naredilo Ministrstvo za zunanje zadeve. Zdaj teorija govori eno, mene pa bolj zanima, kako ste vi to doživljali. Ste opazali razlike, recimo, da je bilo v diplomaciji več moških kot žensk, ali pa pač obratno, ali pa te razlike sploh niste opazili? Zato, ker tele raziskava kaže, da mi smo vsi pričakovali, da bo spol na prvem mestu, je pa v bistvu gre predvsem za osebne zveze, za strankarsko pripadnost in pa šele na zadnjem mestu je spol. Torej, če se v neki situaciji pojavita moški in ženska, ki imata recimo enake kompetence, na prvem mestu ne bo igralo vloge spol, ampak predvsem recimo politično prepričanje, diskriminacija, osebne razmere, osebna nenaklonjenost, starost in šele na zadnjem mestu je spol. Neko majhen procent je bilo tudi glede diskriminacije, glede na narodnostno pripadnost. Tako da mi smo v bistvu mislili, da bo diskriminacija večinoma na spolu, pa raziskava govori, da dejansko temu ni tako. A ste vi tako kaj opazili, recimo, da bi bilo mogoče več moških, ali pa več žensk, ali pa te razlike sploh niste opazili? V slovenski diplomaciji je več žensk kot moških. In zadnje čase je tudi že, mislim, da veleposlanic več kot moških. Tako kot sodstvo se tudi diplomacija feminizira. S vsemi dobrimi in slabimi posledicami. Slabimi mogoče v tem, da so seveda ženske, tudi ko so veleposlanice in diplomatke veliko bolj, še vedno nekoliko bolj navezane na družino, teže gibljivo. Teže reče ženski, čaka vas mesto v Agaduju, država Burkina Faso, čez 3 mesece greste tja. Moški mu lažje to na nek način. Ravno, če nismo že tako daleč, da žena reče, ti doma bo pa šla. Tako da jaz mislim, da tega problema res ni. In celo zadnje 2 leti, 3, pod veliko skrbjo gospe državne sekretarke Benčina, se je zelo skrbelo, da so ženske, če je šlo za eno ali drugo, imele prednost. Ker so baje sicer zapostavljene. Tako da mislim, da če bi se kdo lahko zdaj kaj pritoževal, bi bili skoraj mogoče prej moški kot ženske. Drugo pa, je pa vse res, kar ste rekla. V naši slovenski diplomaciji je od tistih prvih let vedno bolj prevladovalo vse tisto, kar ne bi smelo, in je zgubljeno pomenu tisto, kar bi moralo biti v ospredju. Sposobnost, kvaliteta dela, ne glede na to, a je moški ali ženska, ne glede na to, a je naš ali je vaš, ne glede na to, a je član te klike ali one klike in tako naprej. Samo sposobnost, znanje, osebnostne kvalitete, ker to je v diplomaciji tudi izredno pomembno. V diplomaciji, če nisi ti neka osebnost, in to si delno pridobiš, delno ti je pa dano. Nekdo, ki pravzaprav se ve, da si ti tisto. Nekdo, za katerega se ve, da če se z njim pogovarjaš, iz tega nekaj bo. Nekdo, ki se te resno jemlje. Ne nekdo, ki te že v ministrstvu noben doma resno ne jemlje. Potem pa upamo, da ta, ki ga že v ministrstvu noben resno ne jemlje, bo pa zabriliral v Tokiju in se tam uveljavil. Pričemer, to sem že večkrat govoril, ravno v slovenski diplomaciji, pa v diplomacijah takih, kot je naša, je to važno, kdo je to. Je to važno. Kajti ameriški veleposlanik, če je še tak idiot, ne bi bo oproščena ta beseda, ampak ve se, Amerika govori skozi njegova usta. Treba je to resno vzeti. Pri takih, ki smo mi, če se ti osebno ne uveljaviš, če osebno ne pokažeš, da si nekdo, ki ima neko težo, slabo. Zdaj januarja sem bil na povabilo indijske vlade na obisku v Indiji, ženo na njihove stroške, pokazali so mi svojo deželo po 20 letih. Zakaj? Zato, ker so me še vedno se spomnili. Še vedno vejo, kdo sem. 20 let je tega, kar sem tam bil. Ponosen sem na to, zato sem to tudi povedal. In so me
prosili, sem imel razna predavanja, tudi njihovim študentom diplomacije, na Foreign Service Institutu delil in drugih mestih. Skratka, veleposlanik majhne države, izjemno pomembno, da je izobražen, da ima eno težo, da je na nek način uveljavljena osebnost, da nekaj velja in da to zna tudi na nek način uveljavljati v svoji službi. Tudi vizavi domu, ker pazite, če si ti en mali miško, ki te noben nikoli ni čist resno imel, že doma ne, kako boš ti poročal domov, da je nekaj, kar smo doma naredili narobe? Kako boš ti poročal iz Brusla, pa rekel, tole, kar smo zdaj delali kot Škrabčeve firme, smo zapacali. Ne, kaj šele, da boš poročal, nastop našega ministra tega ali tega ni bil dobro sprejet. To si lahko dovoli samo nekdo, ki je osebnost, ki ima eno težo, ki lahko reče ministru, ne, gospod minister, pa lahko pošle depešo, ne to, kar delamo, je narobe. To je pa v bistvu diplomacija. Ker najtežje je v diplomaciji biti prinašalec slabih novic. Slabe ocene. In zato je tako važno, da so to res pot, in jaz večkrat pravim, ni problem slovenske diplomacije, da vi vzamete za ambasadorje potem nekaj politikov, pa kakšnega akademika, gospodarstvenika, nič hudega. Eni so se izkazali dobro, drugi so se izkazali slabo. Ampak oni pridejo in grejo. Ampak pri vstopanju v diplomacijo, tako kot recimo Francozi, številni drugi, na začetku mora biti selekcija po znanju, po karakternih sposobnostih, če hočete, psiholoških ocenah in testih je dobre, najvišja. Ker ta bo vstopa tam celo življenje. 40 let bo predstavljal našo državo po raznih koncih sveta in govoril v imenu naše države in razlagal našo državo drugim in tako naprej. Imamo majhno diplomacijo, smo majhna država, zato mora biti naša diplomacija elitna. Zdaj odgovor na tole. V ospredju moramo postaviti posebne kvalitete od znanja do značaja naše diplomacije. Zdaj vse to, a je malo več žensk ali manj žensk, to lepo zapomnim, dosti zanima. Ampak že v samem vstopu, in to skar naprej propagiram, ampak kot tisti v puščavi, karavana gre pa naprej, ne. Mi delamo napake v samem štartu. Imate vi danes v našem ministrstvu, ne boste verjeli, okoli 170 ljudi, ki imajo formalne kvalifikacije, da bi bili jutri veleposlaniki ali veleposlanice. 170 ljudi. Nenormalna situacija. Ko sem Žbogarju rekel, enkrat sem rekel, pa Zmago, samo, pa se imaš piramido postavil na glavo, se imaš 150 ljudi, ni 150, 170 jih je, teh, ki so vsi kvalificirani, ker so tam že nekaj časa, polovico teh je pa, za katere si upam reči, s polno odgovornostjo, lahko citirate, nikoli jih ne vem kamor postaviti. Ok. Zdaj pa še iz vaše strani, če vam mogoče bilo kakšno vprašanje, eno, dve, zato imamo še časa. Jaz se malo proščam, ker sem bil mogoče malo dolgovezan, ampak evo, tako je. Jaz sem imel mogoče vprašanje, ki se sicer ne nanaša točno na to, kar ste govorili, ampak v bistvu nekaj, kar ste na začetku omenil, in sicer na to naravno pravo in pravičnost. Omenil ste ta primer z prodajo hiše za nekaj čez 100 evrov. Potem po vašem mnenju ima sodnik pravico, oziroma mogoče celo dolžnost v konkretnem primeru odločiti v nasprotju z zakonom oziroma spregledati določbo zakona, če je taka odločitev pravična oziroma če to terja pravičnost. Tu je vedno neko vprašanje konkretnega primera. Mi imamo danes v našem pravosodju, to si upam reči, nisem edini, ki to reče, veliko preveč obrtništva in veliko premalo sojenja. Sodniki in sodnice, tudi tu je velika feminizacija, pa ni slaba, ne samo sodniki, zelo tendirajo k temu, da pravzaprav skušajo najti v paragrafih odgovor na to, kako naj odločijo,
da bodo varni pred inštanco in da bodo imeli pravzaprav nek občutek, da so obrtno stvar dobro naredili. Ne? Ampak pravo je pa nekaj več. Pravo je iskanje, če hočete, pravice in resnice, ki zahteva seveda z nekimi določenimi omejitvami, ne samo samovolja, zdaj jaz pa, kot se mi zdi, bom odločil. Moramo upoštevati pravo, ustavo in tako naprej. To jaz govorim mojim kolegicam in kolegom na ustavnem sodišču. Tudi tam je več žensk kot moških. Mi moramo soditi, mi moramo videti širši kontekst. Ne moremo jeti kontra legem, ne moremo jeti proti ustavi, ne. Ampak jo na nek način interpretiramo in včasih moramo dati tudi neko določeno interpretacijo. In jaz moram reči, prihodnje dni bo objavljeno, kako je ustavno sodišče reagiralo na to konkretno stvar. Odločil je to senat, katerega član jaz nisem. In se s tem, kar smo rekli, absolutno ne strinjam. Ampak nisem niti odločil, zato ker je to odločil v senat. Kratka, sodnik mora biti vendarle sposoben, da v okviru možnosti, ki mu jih ustava in prava daje, vendarle vloži v to tudi svoj osebni vložek in najde pot na nek način do pravičnosti. Ne more pa pregaziti pravo, seveda ne. Mora na nek način. In pravo v večini primerov to omogoča. V večini primerov to omogoča. Zame je nesprejemljivo, recimo tak primer, ki ga večkrat omenja, Satex. 3 gospodje so v enem letu in pol dobili 946 kreditov potrošniških v isti banki na istem okencu pri isti osebi. In naše pravosodje je dopustilo, da je to zastaralo. Jaz sem bil poročevalec v tej zadevi. In ko je strokovni sodelavec prišel k meni, ja, kako? Sem rekel, tole je zastaralo. Tole ni zastaralo, ker smo bili vprašani, a je zastaralo ali ni zastaralo. Od sodišča. To ni zastaralo. Pa me je gledal. Sem rekel, ni zastaralo. Vi najdete pot, da ni zastaralo. In smo našli pot, da ni zastaralo. Lege artis pot, ki voda drži. In smo s tem celo dali neko interpretacijo za naprej. Ker smo rekli, sodišče mora odbiti od roka zastaranja v ves tisti čas, ki ga povzroči stranka sama, da postopek ne teče. In smo na ta način dali v tem konkretnem primeru sodišču še 2 leti. Ampak ne boste verjeli, da je spet zastaralo. Ne? Ampak, in kot rečeno, zame je takrat v tistem času, ne, kot tle pri nas je veljalo, pravo je to, kar piše. Jasno, drug ekstrem je, ko so včasih rekli, pravo je to, kar je Božja volja, ampak to Božjo voljo potem razlagamo, kot nam ustreza. Ne, gotovo ne. Ampak iskanje vendarle v okviru prava, v okviru pravnega pozitivnega reda pravičnosti. Anglosaksonski sistem ima veliko več teh možnosti. Sodnik v anglosaksonskem sistemu je veliko manj obrtnik. On sodi, odloči. Del tega je na vsezadnje tudi to, da smo mi dali našim sodnikom doživljenjski mandat. Del tega je tudi to, da on ve. Jasno, se mu bo instanca zrušila mogoče, če všel predeleš. Ampak preseta reč, on ne listati po paragrafih, on mora videti stvar pred sabo in kot sodnik odločiti in za tem stati. In to tudi potem pravno in z ustrezno argumentacijo v tem ne. Ne vem, če sem govoril na vaše vprašanje, zdaj nekaj se skušal. Ja, sigurno. Če dovolite, da še jaz eno vprašanje razprašala. Vi ste bili vprašanje bivši predsednik Komisije za mednarodno pravo. Me zanima, recimo, kakšna je bila vaša funkcija kot predsednik te komisije? Čisto praktično, tako, kaj je izterjala ta funkcija, tudi mogoče kakšno anekdoto z tega področja v tem času? Veste, funkcija v tej komisiji predsednika je predvsem, da vodi plenarne seje.
Plenarne seje pa pomeni soočanje pravnih argumentov 34 članov komisije iz različnih pravnih sistemov, kjer prihajajo včasih tudi do zelo burnih polemik. Kaj ti? Kljub temu, da smo člani komisije neodvisni pravni strokovnjaki, mednarodno pravni strokovnjaki, določeni neodvisni mednarodno pravni strokovnjaki iz nekaterih držav, Kitajske, seveda naprej veš, kakšno stališče bodo vzeli. Njim bo vedno skrb vzbujajoče kakšno rezoniranje o človekovih pravicah. Oni bo vedno najprej videli suverenost. Tudi v tem primeru, ki sem ga prej omenil. Zaščita oseb v primeru naravnih katastrof. Kaj? Neki tuji bojo tu nekaj? Suverenost je prva. Suverenost je prva. Oni se zastavijo vprašanje, ko zdaj v Siriji, v redu suverenost. Ampak še kar naprej jih pobijajo. V imenu suverenosti. Ali smo res dolžni to gledati in dokdaj? Prvi odgovor je varnostni svet. V redu. Ampak v varnostnem svetu pa nekdo da veto. Ali pa priti, da bo dal veto. Pa se spet nič ne zgodi. Tako da na nek način usmerja to debato, da nazadnje pride do tega, da se v drafting komiteju o nečem sporazume in se napiše osnutek nove določbe, neke nove bodoče konvencije, to je na nek način glavna funkcija. Voditi stvar, iskati neke možnosti, da se nazadnje vendar ne po določenih stvareh, vsaj groba večina strinja. Poleg tega, da pač to, ko drugi predsedniki predstavljaš, to pa skličeš sejo, pa te reči ne. Pa slikaš se včasih. Še eno vprašanje, če dovolite, če imaš še kdo mogoče. Imajo še vprašanje. Recimo, pri vsem tem, vi ste povedali, da ste bili dosti po svetu, in kot predavatelj, in kot veleposlanik, in v bistvu skratka tudi potovanja so vas dosti zapeljali v tujino. Kako je pa vaša družina pri vsem tem? To bi moral njih vprašati. Nekaj so profitirali, nekaj so zgubili. Moja žena je žrtvovala svojo lepo kariero. Ona je bila izredno obetavna novinarka. Ona je med drugim davno let, kot prva v vzhodni Evropi, ustanovila prilogo dela Znanje za razvoj. Znanost zdaj. To je njeno dete, ona je to tam v 70-ih letih postavila v življenje. Je bila potem tudi urednica za določene rubrike, ampak potem, ko je šla z mano v diplomacijo, jaz sem vedno vodil ženo in familijo s sabo in tudi mislim malce konzervativno, da ta praksa, ki se danes uveljavlja, veleposlanik na Dunaju, žena pa v Ljubljani ali pa kjerkoli, ni dobra. Žena v diplomaciji še vedno igra neko funkcijo. Še vedno igra neko funkcijo. Meni je moja žena izredno veliko pomagala, še posebej v vašem pomogu. Ker je lažje našla stike in preko nje potem jaz določene stvari.